Obnova gradbišča čisto zate. Če pride do nesreče. Medvoška SDS v turbulenci. Dogajalo se je leta 2018. Stara hišna imena govorijo. Taborniki na terenu. Državno prvenstvo v tenisu. Lepo pozdravljeni. Projekt Čisto zate gre predvsem za gradnjo fekalne kanalizacije se, vsaj upati je tako, končno spet, če ne bo vreme poseglo vmes, intenzivno nadaljuje. Odpira se kar nekaj gradbišč, več kot 30 tras je že odprtih oziroma ne bi bilo do konca meseca. Uradno se je projekt v naši občini začel izvajati pred dobrimi 8 meseci. Še bolj razveseljivo pa je dejstvo, da se obeta intenzivno nadaljevanje projekta sočasne gradnje, torej izgradnje meteorne kanalizacije ali obnove vodovodnih cevi na teh istih trasah, če je to potrebno, ali pa razširitev plinovodnega omrežja, če je bil izražen interes, ali optičnega omrežja, kjer ima interes ponudnik storitev. Tokrat smo se odpravili na eno izmed trenutno 19 tras, kjer je fekalna kanalizacija že zgrajena in se bo gradilo še vse ostalo prej našteto. Izvedba projekta Čisto zate se je začela meseca maja in je potekala po začrtanem terminskem planu, dokler se torej ni zgodila sočasna gradnja in sta se na istem gradbišču znašla dva izvajalca. Glavni izvajalec v projektu Čisto zate je sicer podjetje Javna razsvetljava, glavni podizvajalec pa podjetje CGP Novo mesto s podizvajalci, podjetji Hidrotehnik, Mensel, Telek M in Prenova Gradbenik. Glavni izvajalec sočasne gradnje, ki pa se je začela v avgustu, pa je podjetje IMP. Pred slabim mesecem dni so se razmere v komunikaciji tako poslabšale, da so se namesto odgovornih skoraj da več pogovarjali menda njihovi pravni zastopniki. Težava je bila v tem, da se gradbinca nista znala, zmogla, hotla dogovoriti o tem, kdo bo nosil odgovornost kdaj na delu gradbišča. Če sem še bolj plastičen, kdo bo dajal na koncu garancijo za dobro izvedbo del, kajti občina seveda ni odstopila od te garancije. Potem pa je sledila dobra novica, da je bila koordinacija uspešna in da bodo dela v zimskih mesecih potekala, odvisno od vremena sicer. Lahko rečemo, torek je dan za koordinacijo, z ene koordinacije ste prišli, sedaj boste šli na drugo koordinacijo. Kako sedaj potekajo pogovori? Ja, imamo dve koordinaciji. Prva koordinacija poteka z izvajalcem projekta Čisto zate, gradnje kanalizacije za odpadne vode. Druga koordinacija pa poteka z drugim izvajalcem, s tem, ki izvaja dela na obnovi vodovoda, gradnji meteorne kanalizacije, plinovoda in pa telekomunikacij. Kakšne so trenutne razmere? Vemo, da novembra je bilo zelo pestro, menda so bile v zraku celo mogoče odpovedi kakšnih pogodb. Kako izgleda sedaj? Ja, zdaj lahko ugotovimo, da sta se izvajalca uspela dogovoriti, da izvajata gradnjo zaporedno. To pomeni, da prvi izvajalec bo izvedel kanalizacijo za odpadne vode, zatem bo prišel izvajalec gradnje vodovoda, meteorne kanalizacije in plina, potem pa se bo nazaj na traso vrnil spet prvi izvajalec, ki bo pripravil spodnji ustroj in izvedel asfaltiranje. Tako da to nekako podaljša sam rok gradnje napram bolj uspešnemu dogovoru, če bi en izvajalec izvajal vse, vendar je tudi to boljše kot pa razdori pogodb in pa neizvajanje. Do konca januarja naj bi se tako odprlo 10 novih tras, kjer se bo gradila fekalna kanalizacija. Ustavili pa smo se tokrat na enem od trenutno 19 gradbišč, kjer je fekalna kanalizacija že dlje časa zgrajena. Gradbišče pa je prav zavoljo prej omenjenih dilem, ki so sočasno gradnjo torej spremenile v zaporedno gradnjo, čakalo na nadaljevanje del vse do tega tedna. Nahajava se na trasi SH v Zgornjih Pirinčah, to je ena izmed najdaljših tras. Prenova Gradbenik je v mesecu septembru se prav zgradila fekalni kanal. Zdaj nadaljuje dela podjetje IMP, se pravi obnova vodovoda, potem izgradnja plinovodnega omrežja in pa izgradnja meteorne kanalizacije.
Če bi rekli, so na tej trasi kakšni posebni specifični problemi, poleg tistih, ki smo jih že navedli, torej, da smo nekaj časa čakali na to, da se izvajalce dogovorite, kako bodo potekala dela? Ne, trasa sama niti ni toliko zahtevna, mogoče predvsem z vidika vzdrževanja samega makadama. Vedeti moramo, da je v bistvu konfiguracija terena taka, da meteorna voda ta makadam hitro razdere, zato ima, se pravi, izvajalec večje stroške za samim vzdrževanjem makadama. Gradnja na tej trasi bo končana predvidoma do sredine februarja, torej namesto ceste več kot pol leta gradbišče, potem pa bo to ena od najbolje komunalno opremljenih ulic v občini. V okviru projekta Čisto zate se bo v naši občini na območju 2 aglomeracij Pirniče in Medvode zgradilo 22 km fekalne kanalizacije, 2 črpališči in sanirale ceste na gradbiščih. Za izvedbo projekta je občina pridobila dobrih 8 milijonov evrov nepovratnih sredstev iz kohezijskega sklada in skoraj 1,5 milijona nepovratnih sredstev iz državnega proračuna. Sama pa bo morala primakniti še dobre 3 milijone evrov. V okviru sedaj tako imenovane zaporedne gradnje pa se bo, kjer je to potrebno, zgradilo še dobrih 10 km meteorne kanalizacije in obnovilo dobrih 12 km vodovodnih cevi. Kjer so krajani izkazali interes, se bo razširilo plinovodno omrežje in rekonstruirala se bo cesta Vikrče-Tacen. Gre za projekt v vrednosti skoraj 7 milijonov evrov, večina sredstev bo šla iz občinskega proračuna. 1 250 000 evrov pa naj bi prispevalo javno podjetje Energetika. Še do četrtka sta v sejni sobi občine Medvode javno razgrnjena predloga 2 načrtov zaščite in reševanja. Ob nesreči z nevarnimi snovmi in ob železniški nesreči. Do takrat imate vsi zainteresirani tudi možnost podati predloge in pripombe na razgrnjena dokumenta. Na včerajšnji javni razgrnitvi jih ni bilo. V prihodnji oddaji več o ravnanju ob morebitni železniški nesreči, tokrat pa ob morebitni nesreči z nevarnimi snovmi. Načrt zaščite in reševanja ob nesreči z nevarnimi snovmi bodisi da pride do razsutja ali izpusta v zrak, vode ali tla, požara in eksplozije obsega skoraj da 100 strani in obravnava vse, od vira in vrste morebitne nesreče z nevarnimi snovmi, možnih posledic in seveda podaja predloge za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Vsi načrti zaščite in reševanja so namenjeni usklajenemu posredovanju ob nesreči, ki se zgodi na področju občine Medvode, da vsi deležniki, ki sodelujejo, javne službe, zasebniki, usklajeno posredujejo. Osnova načrta zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, mimo grede državnega načrta še ni, je ocena ogroženosti. Ugotovljeno je bilo in določeno, da je ocena ogroženosti za nesreče z nevarnimi snovmi velika, predvsem zaradi obrata večjega tveganja in pa velikega števila prometa oziroma količin tovornih vozil, ki prevažajo nevarne snovi v Medvodah. Do nesreče, v kateri so udeležene nevarne snovi, lahko pride bodisi v gospodinjstvu, bodisi pri transportu, v naravnem in urbanem okolju kot posledica nelegalnega odlaganja nevarnih snovi in seveda v gospodarskih družbah, ki uporabljajo oziroma skladiščijo večje količine nevarnih snovi. Občina Medvode ima pristojnosti predvsem pri prostorskem načrtovanju in pa kar precejšen del pristojnosti pri ravnanju z odpadki. Vemo, da tudi nevarni odpadki nenadzorovano odloženi so vir ogrožanja in občina skrbi tudi za to področje. Se pravi, tudi v analizi je bilo predstavljeno, kje so ta odlagališča in jih tudi uspešno sanira. Se pravi, z vsemi občinskimi določili in predpisi skrbimo za to, da je ta ogroženost čim manjša. Velik del odgovornosti oziroma ukrepov je na državnem nivoju, kjer je zakonodaja predvsem iz področja varstva okolja. Kot obrat večjega tveganja je opredeljen Heliosov obrat Preska, tveganje sicer manjše pa predstavljajo tudi Petrolovi bencinski servisi, grafično podjetje Jamnik, Donit Tesniti in Papirnica Goričani. Slednja dva tudi zaradi bližine vodotoka. Izpust v Sorobi iz goričanske papirnice do meje s Hrvaško menda potoval 55 ur. Največji dejavnik tveganja, do katerega pride, je se pravi uhajanje neke nevarne snovi, nenadzorovano uhajanje bodisi v zemljino, bodisi v zrak, bodisi v vodo. Vemo, da smo med dvema vodama, se pravi Sora, Sava in je okolje obilo industrije.
Naš načrt predvideva dovolj zgodnejše zajezitje in pa omejitev tega iztekanja, da ne bi prišlo to v površinske ali pa podtalne vodotoke. Vemo, da pri požaru loviti dima praktično skoraj ne moremo, pri razlitju pa vsi naši ukrepi stremijo k temu, da čim prej zajezimo to razlitje. Vsa prej omenjena podjetja so občini posredovala vso potrebno tovrstno dokumentacijo, torej oceno tveganja in načrt zaščite in reševanja. Tudi v tem načrtu občinskem smo združili njihov načrt zaščite in reševanja, ki ga ima obrat večjega tveganja in pa tudi ostali obrati, ki ravnajo z nevarnimi snovmi v občini Medvode pripravljene. Se pravi, je to nekako lahko rečemo krovni načrt za vse organizacije na področju tega. Se pa prioritetno držimo tega, da v posameznem obratu sledimo njihovim usmeritvam in pa njihovemu vodenju. Izkušnje, kako ravnati ob nesreči z nevarnimi snovmi v podjetju Helios obrat Preska, je Medvoška civilna zaščita pridobila na vaji potres 2017, ko so simulirali, da so se poškodovali rezervoarji na skladišču topil in da je iz rezervoarja iztekel stiren. Stiren je ena izmed 3 strupenih snovi, ki lahko v obratu Preska povzročijo večjo nesrečo. Spada med nevarne kemikalije, saj se pri ljudeh presnavlja večinoma v stiren oksid, ta pa se obravnava kot strupen, mutagen in morda celo karcinogen. Helios tovarna Barv je okoljevarstveno dovoljenje v skladu z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja prejelo leta 2009. Okoljevarstveno dovoljenje za področje preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic po Seveso direktivi pa pred 2 letoma. Pred dobrim letom dni pa je Medvoška civilna zaščita ne za vajo, ampak zares pridobila tovrstne izkušnje, ko je z Gorenjske ceste zdrsnilo in se prevrnilo tovorno vozilo s cisterno, ki je prevažalo utekočinjeni dušik. Sredi noči so zato preventivno evakuirali okoli 60 prebivalcev okoliških stavb, v intervenciji pa je sodelovalo okrog 80 pripadnikov različnih enot z 20 vozili. Pristojnosti so razdeljene v 3 korakih ukrepanja. V prvem koraku ukrepanja je zagotovo to pristojnost povzročitelja, ki mora narediti vse, da ne pride do širjenja tega razsutja, razlitja. Druga so pristojne službe državne ravni, to je v primeru občine Medvode gasilska brigada kot gasilska enota širšega pomena. Šele v 3. koraku sledi potem občina s svojimi lastnimi resursi in v zadnjem, 4., ki je stvar sanacije, občina tudi samo pomaga državi in povzročitelju pri saniranju oziroma omejevanju teh posledic razlitja, razsutja nevarnih snovi. Preverili smo govorice, ali je res, da SDS v Medvodah ponovno doživlja turbulentne čase in da je občinski odbor ostal brez predsednika. Leon Marjasec je te informacije potrdil. Pred slabim mesecem dni je namreč podal nepreklicno odstopno izjavo s funkcije predsednika občinskega odbora in posledično tudi kot podpredsednik Gorenjske regijske koordinacije. Še več, izstopil je tudi iz stranke in vseh njenih funkcij. Kot je zapisal v izjavi, mu je bilo prav slednje najtežje. Leon Marjasec, ki je bil pred slabim letom dni na letni konferenci brez večjih zadržkov, saj videti je bilo tako, ponovno izvoljen za predsednika občinskega odbora SDS, še za en 4-letni mandat, je svojo, kot pravi, nepreklicno odstopno izjavo s funkcije predsednika podal že 19. decembra. Zato sem ponudil svoj nepreklicni odstop, da pomirimo zadeve, da se pač bo odbor odločil, kakor se bo pač odločil naprej. Glavni razlog, da sem odstopil, to so take nizki udarci, pisma meni na stranko v IO-ju, tako da ko človek premišljuje, ali ima tega dovolj, sem si res rekel, sedaj je pa tem, a je meni tega treba in sem res temu, mi res ni treba in zato sem odstopil nepreklicno. O konkretnih imenih sicer ne želi govoriti javno, da pa so to tisti, ki so čakali v senci, ne da bi pomagali, potem pa so bili najbolj glasni, češ kaj vse je bilo in je narobe. In še, da se ni nihče vprašal, koliko časa in financ je bilo potrošenega z namenom, da bi dosegli najboljši volilni rezultat in da so raje kalkulirali, kaj je za njih najbolje.
Citiram: "Moj čas, da ne omenjam financ, ki sem ga porabil v dobri veri, je izplahnil v nebo, prav tako ves trud, ki sem ga vložil v delovanje odbora." Konec citata. Zanika, da bi bil razlog za njegov odstop s funkcije predsednika slab volilni rezultat, saj kot pravi še vedno uživa podporo večine članov. Še več, v svoji odstopni izjavi je podal celo oceno, da so dosegli odličen rezultat, tako na državnozborskih kot tudi na lokalnih volitvah, seveda v dani situaciji. Spomnimo, kot poslanski kandidat je v 11. volilnem okraju 3. volilne enote prejel največ glasov, skorajda 25%, enkrat več kot drugovrščena kandidatka liste Marjana Šarca, Andreja Zabret, ki je sicer prišla v parlament. Kot županski kandidat je zbral več glasov kot pred 4 leti, res pa le slabih 7%. Stranka pa je v občinskem svetu izgubila le en mandat, Stranka modernega centra na primer kar 3. Poleg Leona Marjasca je bil v občinski svet izvoljen le še novinec Stanislav Maren, ki pa očitno ostaja sam. Še vedno pa ostajate član občinskega sveta, kako boste delovali? Deloval bom samostojno, kot samostojni svetnik. Povezala sva se pa z Mirkom Javorškom za svetniško skupino in tako bova tudi delovala. Leon Marjasec je članom izvršilnega odbora odstop zaradi slabšega volilnega rezultata od pričakovanega ponudil tudi po lokalnih volitvah leta 2014. Ni namreč uspel kot županski kandidat, število članov občinskega sveta pa je z rekordnih 5 zdrknilo na 3, vendar njegovega odstopa niso sprejeli. Že takrat pa je, predvsem Janez Knez, krivdo za neuspeh pripisal slabemu vodenju občinskega odbora v zadnjih 2 mandatih, torej tudi v času Marjaščeve predhodnice Saše Rožič. Dejstvo pa je, da turbulence v medvoški SDS ne spremljamo prvič. Že pred lokalnimi volitvami smo namreč ugotavljali, da je večina občinskih svetnikov, ki je v preteklosti zastopala Slovensko demokratsko stranko, iz stranke izstopila ali vsaj prenehala z aktivnim sodelovanjem. Podobno se je dogajalo tudi županskim kandidatom. Janezu Barletu, ki je najprej prestopil Slovensko ljudsko stranko, tokrat pa je kandidiral na listi Dobre države. Jožefu Doviču, ki je prenehal z aktivnim delovanjem, Sašu Ciglarju, ki je kasneje kandidiral pri Zeleni koaliciji, in sedaj tudi Leonu Marjascu. Izjema je le Mitja Ljubešek, doslej najuspešnejši županski kandidat in tudi poslanec. Dejstvo je, da je šel Leon Marjasec tudi po stopinjah svoje žene Aleksandre Hajncer, ki je iz stranke SDS izstopila potem, ko kot občinska nadzornica ni dobila podpore ob svojih ugotovitvah, ki niso bile v prid takratnemu občinskemu vodstvu, torej še bivšemu županu Stanislavu Žagarju. Dejansko je tudi bežen opazovalec imel občutek, da se je moral Leon Marjasec v županski boj, resna stranka pač mora imeti svojega kandidata, čeprav očitno obsojenega na neuspeh, podal le s peščico zanesenjakov, sicer njegov štab ob čakanju na rezultate volitev ne bi bil tako malo številčen, kot je bil. Nekateri člani stranke pa so bili skoraj da bolj aktivni pri novačenju za ostale liste kandidatov in županske kandidate. Skratka, za komentar smo prosili tudi najvidnejšega člana medvoške SDS Mitja Ljubelška, vendar odziva do zaključka redakcije še ni bilo. Je pa Ljubelšek tudi član nadzornega odbora občine Medvode, ki je v decembru objavil svoje zadnje poročilo. V njem pa je tudi delni odgovor na vprašanje, ali nas je zimska služba z novim koncesionarjem stala več kot s prejšnjim. Več prihodnjič. Že v prejšnji informativni oddaji smo naredili obračun s prvo četrtino leta 2018. Danes nadaljujemo z drugo četrtino, tisto, ki je običajno med plodnejšimi v letu. Ocena uredništva sicer je, da se po čem posebnim ne bo zapisala v občinsko kroniko, in naj že kar vnaprej povemo. Iz pregleda smo izključili športne dosežke in pridobitve, saj so te sestavni del športnega pregleda. Izpustili pa smo tudi vse tradicionalne prireditve, razen če so zabeležili kakšno okroglo obletnico ali pa da so bile na sporedu prvič.
Športna dvorana Medvode je v začetku marca gostila že tretje leto zapored spektakel Gibanje Eurofit Fest, v okviru katerega organizator zbira tudi sredstva za gibalno ovirane. Leta 2018 je ček v višini dobrih 3000 evrov pripadel takrat 23-letnemu Dejanu Bukovcu iz Žleb za nov avto, saj je 14 let starega že prerasel. Dejanova diagnoza je namreč cerebralna paraliza, ki ga je preklenila na invalidski voziček. In ja, zelo rad hodi v šolo, no rad se z očetom vozi v šolo in posluša glasbo. In v avtu boste imeli dober avtoradio, a ne? Avto se bom dobro počutil, pa upam, da bom veliko kilometrov, kot pri temu. Občina Medvode je v začetku aprila v skladu s sprejetim odlokom o energetskem pogodbeništvu podpisala pogodbo z družbo Petrol za energetsko sanacijo 3 vzgojno-izobraževalnih objektov v naši občini v skupni vrednosti skoraj 884 000 evrov. Finančna konstrukcija pa Ministrstvo za infrastrukturo 40% vrednosti projekta, delniška družba Petrol 51%, občina Medvode pa preostanek. In zakaj naj bi zasebni partner sploh vstopil v takšno partnerstvo? Ker se mu bo ta vložek vračal skozi ustvarjene energetske prihranke. Skozi to bomo naredili številne energetske sanacije v teh objektih in skozi to bomo tudi realizirali 320 000 kWh prihrankov, kar pomeni 55 000 evrov na leto. Novica iz začetka aprila, končno podpis pogodbe o sofinanciranju izvedbe največjega kohezijskega okoljskega projekta v obdobju 2014-2020. Projekta Čisto zate v skupni vrednosti 135 milijonov evrov. Podpisniki v Rdeči dvorani ljubljanske mestne hiše so bili ministrica za okolje in prostor Irena Majcen in 3 župani, ki pripravljajo tako zahtevne projekte in danes smo podpisali največji kohezijski projekt. Včasih mu pravim tudi mati vseh projektov in verjemite mi, da če kje, potem bomo med vodami zelo zadovoljni, ker bodo vode čistejše. Sem prepričan, da bomo projekt izvedli celovito, strokovno in v skladu s terminskimi načrti. Ta projekt čakamo od prvega papirja vlade leta 2013, ko smo dobili kar papir, ne začnemo kar dela, da bo že uredili. Pa priznam, da takrat tudi jaz nisem upal to narediti, kajti nisem vedel, kako ne to vključim v proračun, ker bi moral napisati, koliko je evropskih sredstev, pa nisem vedel, če bomo sploh kaj dobili. Ne obljubljamo druge Švice, ne Skandinavije, ne 1000 evrov pokojnin. Ne pomnimo, da bi bilo na kakšnem izmed dogodkov v naši občini doslej toliko predstavnikov različnih medijev kot na 4. zboru članic in članov stranke Liste Marjana Šarca v športni dvorani Medvode sredi aprila 2018. Tudi zato je v zraku viselo vprašanje, kdo je njihov kandidat v našem volilnem okraju. Je to medvoški župan Ned Smole? Odgovor je več kot jasen. Kartonček gost in pa to, da nisem imel v rokah ne zelenega, ne rdečega kartončka, pove, da temu ni tako, čeprav moram reči, da sem zadnjih 14 dni tudi sam poslušal takšne in drugačne teorije širom Medvod, tako da nekatere verjamem, da sem razveselil, mogoče koga razočaral. Da gasilstvo ni romantika, temveč žrtvovanje časa, energije in včasih žal tudi življenja, so bile besede, ki smo jih slišali tudi na 23. zboru Gasilske zveze Medvode, ki je bil hkrati tudi volilni. Čeprav se je neuradno sicer šušljalo o nestrinjanju okrog imen in funkcij, je vse potekalo gladko brez zapletov. Predsednik Gasilske zveze Medvode je ostal Miha Šušteršič iz prostovoljnega gasilskega društva Sora. Za novega poveljnika pa je bil izvoljen Anže Šiler iz prostovoljnega gasilskega društva Zbilje. Ker ta odločitev, sploh če potem si potrjen na skupščini Gasilske zveze, za sabo potegne kar precej dela, veliko odgovornosti, se pravi organizacijo celotne Gasilske zveze Medvode, sploh na operativnem področju, kar pa pomeni, da je treba gledati na vseh 6 gasilskih društev, ki delujejo v Gasilski zvezi Medvode.
Nasledil je Francija Jarca, ki je to funkcijo opravljal kar 19 let in si pridobil naziv častni poveljnik. Seveda, vsak ga ne more dobiti, jaz imam pač to srečo. Sredi leta 2016 sta predsednika dveh držav, Slovenije in Bolgarije, pred knjižnico Medvode odkrila klop miru in prijateljstva med narodoma. Konec aprila 2018 pa sta župan občine Medvode Smole in veleposlanik Republike Bolgarije v Sloveniji Dimitar Abadijev potrdila pomen dogodka ob informativni tabli o bolgarski pesnici Elizaveti Bar-Grajani. Zakaj? Ker smo obeležili 120. obletnico njenega rojstva. Zakaj Medvode? Ker je Bar-Grajana velik del svojega časa, ki ga je med letoma 1932 in 1940 preživljala v Sloveniji, zadržala prav v Vikrčah pod Šmarno goro, na posestvu družine Izidorja Cankarja. Veleposlanik je z obžalovanjem ugotavljal, da se ne glede na geografsko in siceršno kulturno in jezikovno bližino oba naroda še ne poznata dovolj dobro, da oba naroda bolje poznata ostale zahodne narode in ne razpolagata z dovoljšno količino informacij. Medvoška izpostava Rdečega križa Slovenije je konec aprila prvič organizirala avtobusni prevoz na krvodajalsko akcijo v Ljubljano. Še posebej so bili povabljeni občinski svetniki in zaposleni v občinski upravi. Organizatorji so bili veseli vseh, vendar pa... Majhen sem pa računala, da nas bo več, glede na to, da nikoli ne veš, kdaj jo boš sam rabo, oziroma vsaj tisti, ki smo jo več ali manj že vsi dobili, bi bilo lepo, če bi jo tudi kdaj dali. Tik pred prvomajskimi prazniki je občina Medvode skupaj s predstavniki javnega podjetja Voka, energetike in izvajalca del na 3 dobro obiskanih zborih krajanov, 2 za aglomeracijo Pirniče in enega za aglomeracijo Medvode, predstavila veliki kohezijski projekt Čisto zate. Jaz niti slučajno nisem predstavljal, da jo ljudje pokazali toliko enega razumevanja, toliko ene pozitivne energije, čeprav vsi vemo, da ta projekt prinaša pravzaprav 2 leti razkopanih cest, 2 leti usklajevanj, če smo realni, najbrž marsikje tudi 2 leti zamud in prepirov okrog tega, zamujamo ali ne zamujamo, tako da... V prvih dneh maja so se dela na projektu tudi začela, najprej v Vikrčah. Po odhodu Rajka Vajda je svetu zdravstveni dom Medvode končno uspelo imenovati in to soglasno direktorico s polnimi pooblastili. To je postala pediatrinja Marjeta Tomšič-Matičeva, dotedanja vršilka dolžnosti. Občinski svetniki so ji skorajda brez zadržkov dali svoje soglasje. Če je vedejevstvo sprejela po sili razmer, je bila kandidatura tokrat že njena povsem lastna odločitev. Videla sem, da je zdravstvo Medvode v bistvu zelo lepa ustanova, prijetna. Zelo rada sodelujem in pomagam ljudem in tudi kolegom in tudi rada naprej malo izboljšujem situacijo, tako strokovno, kot da hiša pač deluje po nekako ustaljenih določilih, pravilih. Maj 2018 je sicer tudi v Medvodah potekal v znamenju kampanje pred izrednimi državnozborskimi volitvami, na katerih se je kar 7 naših občanov potegovalo za mesto v državnem zboru. V tem času so podporo svojim kandidatom v našem volilnem okraju dali tudi 3 europoslanci in 3 predsedniki stranke. Evropska poslanka Tanja Fajon in predsednik socialnih demokratov Dejan Židan sta prišla podpret Ireno Kuntarič-Hribarjevo. Evropski poslanec Lojze Peterle je prišel podpret Stanka Okoliša, kandidata Nove Slovenije, evropski poslanec Franc Bogovič, kandidata Slovenske ljudske stranke Štefana Čebaška, predsednik Zelenih Slovenije Andrej Čuš Dragana Đukića, Zmago Jelinčič Plemeniti pa kandidatko Slovenske nacionalne stranke Sonjo Bagari. Največji uspeh na volitvah je sicer dosegel Leon Marjasec, kandidat Slovenske demokratske stranke. V parlament pa je, ker gre za proporcionalni sistem, prišla kandidatka liste Marjana Šarca Andreja Zabret.
Sredi maja si je občina Medvode poleg 6 občin pridobila še en laskavi naziv – prostovoljstvo prijazna občina. V več kot 80 organizacijah deluje okoli 2600 prostovoljcev, pri čemer so nekateri aktivni v večjih. Prek različnih razpisov je občina več kot 70 organizacij tudi finančno podprla. Ob tej priložnosti dnevu prostovoljstva je tudi skupina prostovoljcev iz osnovne šole Preska pod mentorstvom Romane Frankovič prejela naziv Junaki našega časa. Če želimo preprečiti to, da Medvode postanejo oziroma kadarkoli so spalno naselje Medvod, potem je prostovoljstvo tisti pravi odgovor, kako bodo Medvode vedno ostale takšne, kot so danes, to so pa mesto ponosnega duha. Več kot 400 prostovoljcev se je prvo soboto v juniju zbralo na tradicionalnem 23. srečanju obvodnih turističnih društev, ki je za gostitelja, to je bilo turistično društvo Zbilje, pomenilo hkrati tudi obeležitev 65 let, odkar je človeška roka ustvarila Zbiljsko jezero. Ostalim so predstavili dobre prakse sobivanja ob akumulacijskem jezeru in pripravili oglede dobrih praks in lepih točk po celi občini. Temeljna tema je bila celinske vode kot turistični izziv. Glavna ugotovitev pa, rak rana turizma ob vodah je neustrezna zakonodaja. Rešitev pa pogled prek meje v Avstrijo. Tam so predpisi bistveno bolj življenjski, tam lahko delaš prireditve ob in na vodi brez problemov. Mi v Zbiljah tukaj imamo vsako leto težav cel kup, pa ne moremo narediti ene navadne prireditve na vodi, ne moremo graditi v 15-metrskem pasu okrog voda v Sloveniji, ker je to kar zakonom prepovedano, v Avstriji pa vemo, da so vsi objekti čisto na vodah in nad vodo celo, kajti turisti si želijo imeti direktni stik z vodo. Prvi vikend v juniju, ko je v Medvodah potekal festival gibanja, je odbor za mednarodno sodelovanje, ki ga je vodila podžupanja Darinka Varovšek, gostil delegaciji iz prijateljskih mest. Manjšo delegacijo mlajših udeležencev festivala iz italijanskega Ponte San Nicola in večjo skupino starejših udeležencev iz nemške Nide. Če gre soditi po zaključnih komentarjih, so bili gostje navdušeni nad Slovenijo in tudi nad gostitelji. Mislim, da jih predvsem fascinira to, kako skupnost skrbi za to, da se tudi mladi v njej dobro počutijo. Delegacijo iz Nide, ki je med drugim obiskala tudi skupnost Barka, je vodila predsednica njihovega pobratitvenega odbora Petra Bekar. Člani povezovalnega odbora smo se z našimi delegati že velikokrat srečali in nastale so že prijateljske vezi. Vsaka občina ima svoj odbor in ta mora zaživeti. Zatem pa morajo stati ljudje, ki so na istih valovnih dolžinah. Konec junija 2018 so člani planinskega društva Medvode najprej s pohodom in nato slovesnostjo pri Slavkovem domu na Golem Brdu, ki v njihovi lasti praznovali 70 let delovanja društva. Ob tej priložnosti so podelili tudi priznanja aktualnemu in prejšnjemu predsedniku Dušanu Brekiču in Branku Stropniku, ter Tonetu Peklaju, Jožetu Kršinarju, Miru Plešcu in vodniškemu odseku. Zavzeto skrbijo za več kot 50 km planinskih poti po Polhograjskih Dolomitih, letno opravijo še vedno od 3500 do 7200 prostovoljnih ur. Čeprav je bilo slišati, da tistega veselja in entuzijazma, kot je nekdaj bilo, ni več. Včasih je bilo prostovoljno delo tako kot služba obvezno. To smo vedeli, če smo se nekaj zavezali, smo to tudi naredili. Ko je direktorica zdravstvenega doma Medvode Marjeta Tomšič-Matičeva nastopila svoj mandat, je obljubila tudi večje število splošnih ambulant in okrepljen delovnik dispanzerja za žene in okulistične ambulante. V veliki meri se bo to z letošnjim letom tudi zgodilo, pa vendarle v prihodnji oddaji tudi odgovor na vprašanje, ali smo na primer sploh dobili ginekologa ali ginekologinjo, ki bi želela opravljati delo v medvoški ambulanti, ne le 3-krat, ampak 5-krat tedensko, kot nam po novem pripada, ali pa smo prišli z dežja pod kap.
Že v prejšnji informativni oddaji smo strnili podatke o tem, kako se izvajajo projekti, ki so pod okriljem lokalne akcijske skupine za mesto in vas, sofinansirani tudi z evropskimi sredstvi. Eden takih projektov v izvajanju je tudi projekt Stara hišna imena, s katerim je občina Medvode v sodelovanju z 2 od 6 občin, kolikor jih je vključenih v lokalno akcijsko skupino, sodelovala na prvem javnem razpisu. Celotna vrednost projekta je dobrih 39.000 evrov. Od tega je slabih 25.000 evrov sofinansiranih iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ostalo pa prispevajo občine same. Prav z nadaljevanjem tega projekta skupaj z občino Vodice in Mengeš pa je naša občina sodelovala tudi na drugem javnem razpisu. Sam projekt Stara hišna imena je izvajalec, torej Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, predstavila sedaj že bivšim članom Komisije za naravno in kulturno dediščino pred dobrima 2 letoma. Cilj projekta je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine slovenskega etnološkega prostora. Najpogosteje so domača hišna imena nastajala iz imen prvih gospodarjev na domačiji, iz poklicev, ki so jih opravljali, iz družbenega statusa, iz lokacije kmetije ali določenih geografskih posebnosti v okolici domačij. Zato so nenazadnje pričevalke lokalne zgodovine. Imena predstavljajo domače poimenovanje posamezne hiše in se praviloma ne menjajo, kljub menjavi priimka ali lastnika, marsikje imajo že večstoletno tradicijo. Bogata dediščina, ki v sebi nosijo hišna imena, pa ni samo zgodovinske narave, temveč tudi jezikovne. S hišnimi imeni se namreč ohranja tudi lokalni narečni govor, ki je sicer vedno bolj podvržen vplivom knjižnega jezika in tujk. Kot sporoča izvajalec projekta, se terminski popisi v naši občini še niso začeli, so pa v zaključni fazi v obeh preostalih občinah. Do sedaj so podatke o hišnih imenih pri nas pridobili iz arhivskih virov, kot so zgodovinski katastri in župnijske knjige, ki služijo kot podlaga za nadaljnje delo. Sprejemajo pa tudi podatke krajanov, vendar le iz naselij, ki so vključeni v prvo fazo projekta, in to so naselja Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik, Spodnje Pirniče, Valburga, Vrje, Vikrče, za vrh pod Šmarno goro, Zbilje in Zgornje Pirniče. Potem, ko bodo imena popisana, bodo pripravili srečanja z domačini, na katerih bodo predstavili pomen hišnih imen in pregledali zbrana hišna imena. Potem pa sledijo označitve hiš s tablicami in izdaja knjižice s hišnimi imeni. Kot že rečeno, pa se je občina Medvode vključila tudi v drugo fazo tega projekta, ki še čaka na odločitev o sofinansiranju. Tokrat pa ne bi se stara hišna imena popisala še v naseljih Dol, Sora, Rakovnik, Goričane, Vaše, Ladja, Medvode ter Spodnja in Zgornja Senica. Že preteklo soboto je bilo v Sori mogoče opaziti veliko število otrok in mladostnikov, ki so se sprehajali po gozdovih, skratka po okolici. Brez skrbi, in to so bili le mladi taborniki, ki so prišli v Soro na tekmovanje Glas svobodne Jelovice. Prišlo je več kot 200 tabornikov z celotne Slovenije z namenom, da preizkusijo svoje znanje osnovnih taborniških veščin. V soboto 5. januarja je v Sori potekalo že 48. zimsko orientacijsko tekmovanje Glas svobodne Jelovice v organizaciji Društva tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika iz Škofje Loke. To je taborniško tekmovanje Glas svobodne Jelovice, torej tu preverjamo znanje orientacije, topografije, prve pomoči, življenja v naravi, osnovne komunikacije z primitivnimi sredstvi, kot so recimo pisava, semafor, pa podobne zadeve. Tekmovanja se je udeležilo 45 ekip, kar skupaj znaša okoli 230 ljudi, starih od 11 pa do preko 50 let. Tekmovanje Glas svobodne Jelovice se vsako leto odvija na drugem kraju in za letošnje tekmovanje so si organizatorji izbrali vas Soro. Vsako leto menjamo lokacijo. Prejšnje leto smo bili v Retečah, prejšnjih letih pa smo obiskali tudi Poljane, Podbrdo, Smlednik in podobno. In kako vam je všeč Sora? Mislim, vreme je zelo fletno, tudi fajn je, ko je zelo mir,
nimamo nobenih problemov s kmeti, recimo, ko postavljamo orientacijo, se da vse lepo zmeniti, da nimamo nobenih kakršnekoli komplikacij. Minuli konec tedna se je s kvalifikacijami začelo zadnje državno prvenstvo v tenisu za dečke in deklice do 14 let, ki je potekalo na novih pokritih igriščih teniškega kluba Spin Medvode. Medvoške barve je zastopal le Ažbe Jarc, Hana Andolšek pa se zaradi poškodbe prvenstva ni udeležila. V teh dneh v Medvodah poteka še zadnje državno prvenstvo v tenisu za dečke in deklice v starostni kategoriji do 14 let. Organizator prvenstva je teniški klub Spin Medvode. Gre za zgodovinsko prvo državno prvenstvo na medvoških tleh. Ker se je septembra v Medvodah odprla nova dvorana za teniške igralce, je Teniška zveza Slovenije organizacijo tega tekmovanja tokrat zaupala Medvoščanom. Mislim, da je bil odziv staršev zelo dober. Sicer imamo samo 3 igrišča, boš bilo, da bi še več, da bi malo hitreje potekala ta stvar, ampak zadovoljni so z dvorano, s tem klubskim paviljonom tukaj, tako da zaenkrat poteka vse v redu. Ker do zdaj so bila državna prvenstva v tenisu večinoma samo v velikih krajih, oziroma Ljubljana, Maribor veliko vzame državnih prvenstev, Rogaška, ki ima zelo dobro dvorano. Tako da jaz mislim, da to zelo veliko pomeni. Tudi do 16 let so nam ponudili, če bi imeli, ampak težko organiziramo kar 2 državna prvenstva, ker to pomeni, da tudi cel teden ne moramo imeti skoraj nič treningov v tej dvorani svojih tekmovalcev. Nam pomeni veliko, klub šel na eno višji nivo gor, tudi ostali ga obravnavajo malo drugače, mogoče smo tudi bolj na Teniški zvezi zapisani, tako da mislim, da je to super stvar. Minulo soboto in nedeljo so na prvenstvu potekale kvalifikacije, od ponedeljka do petka pa poteka glavni turnir. V sredo so bila na sporedu že druga kola tekmovanj in dvojice, jutri pa se nam obeta še finale posamično in dvojice. Do 14 nimamo toliko močnih generacij, ampak se je en fant uvrstil med osmino finala, med 16 najboljših. En fant bo še danes igral dvojice, se pravi prišel v četrtfinale. Dekleta sta bile stara 12 let, no nimamo nobene 14 let tako dobre, da bi prišla bolj naprej, ampak sta 2 punce dobile vabilo in sta igrale v glavnem turnirju, no pa potem izgubile. Na državnem prvenstvu so v igri najboljši igralci in igralke. Na jakostni lestvici najboljših je v slovenskem rangu med deklicami na vrhu Eva Muller-Uhan, med dečki pa Matic Križnik, oba iz teniškega kluba Center Court iz Ljubljane. Ful mi je bilo všeč, zato ker je lepa dvorana nova, ful mi je dobra podlaga, pa je nov hard, tako da ful v redu pogoj. Pač všeč mi je kot igra, pa ko sem bil že 3 leta star, sem videl mojega očija, ki je igral, pa sem se pol na tem navdušil, pa sem začel igrati. Pa so mi pa rekli, da imam smisel in sem pač začel, pa sem začel več igrati. Ja, pač zmeraj je cilj, da si prvi na svetu, ker si večji. Drugače pa pač po korakih, zdaj letos bom šel veliko turnirjev že v Evropo igrati. Drugače pa, ko sem doma, pa odigram slovenski turnir. Podlaga, na kateri so se pomerili mladi tenisači, je identična tisti, na kateri igrajo vrhunski svetovni igralci tenisa na Grand Slamu v Avstraliji. Tako da to je za mlade tekmovalce kar izziv, hkrati pa nimajo veliko možnosti trenirati na taki podlagi, tako da za njih bomo videli, rezultati znajo biti tudi malo presenetljivi. Najpogostejše napake so seveda vedno ene in iste, do 14 let še tehnika ni izpiljena, taktične variante. Predvsem pa mislim, da tle vsi padejo na tem segmentu, ki mu mi teniški delavci rečemo glava oziroma ta mentalna priprava na teniško igro. Sploh pa zdaj, ker je podlaga drugačna, igra se odvija malo hitreje, tako da morajo tudi procesirati vse, kar se dogaja na terenu malo hitreje in je mogoče iz tega vidika za naš slovenski tenis to kar velik napredek, da bodo te tamali se zdaj tudi znali postaviti mogoče v bok svetovnih igralcev. Medvoški teniški igralci so bili v zadnjih letih v kategoriji 12 in 14 let zelo uspešni. Redno so se uvrščali na prva 3 mesta, zaradi česar so na večeru športa prijeli tudi priznanje. Sem navdušena,
glede na to, da leta in leta spremljamo že ta mladinski tenis, ta generacija, sploh pa še generacija v zadnjih do 12 let, mislim, da imamo res lepe potencijale tudi pri fantih, ne samo pri dekletih, kakor trenutno kaže naša slovenska pač srednja, in mislim, da smo lahko zadovoljni, da ni skrbi za slovenski tenis. Zanimanja za tenis je tako precej. Kot povedo sogovorniki, so se z novo dvorano izboljšali pogoji treniranja in splošno navdušenje nad tenisom v Medvodah. Predvsem imamo boljše pogoje v klubu. Klub je deloval že prej zelo dobro, smo imeli že tudi 80 otrok v zadnjih 6-7 letih, tako da zdaj bomo imeli samo toliko boljše pogoje, da se navozimo v Šenčur pa v Kranj na treninge, oziroma pa da ne igramo v športni dvorani gor, se pravi vsi lahko otroci tukaj trenirajo na teh 3 igriščih, se podružijo v klubskem prostoru, tako da pogoji so res boljši. Je pa seveda tudi za rekreacijo v Medvodah zdaj poskrbljen, ko prej nisem mogel pozimi igrati, ker smo mi trenirali do 9-10 na tem enem igrišču v balonu. Tako da ja, nekako se bo sigurno dvignil in tekmovalni še malo šport, tenis v Medvodah in rekreativci bojo prišli še bolj na roko, tako da bojo lahko odigrali in zvečer, in dopoldan, in čez vikende. Tako da sem zelo zadovoljen, da smo postavili to dvorano. Tekmovalce tako čaka še nekaj nastopov na tokratnem državnem prvenstvu, mi pa jim želimo veliko sreče in uspehov tudi na prihajajočih turnirjih. V športnem pregledu leta 2018 smo v prejšnji informativni oddaji poročali o uspehih plavalca Petra Johna Stevensa, kanuistov Blaža Cofa in Žana Jakšeta, o smučarjih tekačih Ana Mariji in Janezu Lampiču ter o strongmanu Matjažu Belšaku. V tokratnem pregledu pa še o ostalih vidnejših medvoških športnikih in ekipah. V prihodnji oddaji pa še o ostalih športnih prireditvah in pridobitvah v športni infrastrukturi lanskega leta. Prav impresivno sezono ima za seboj gorski tekač Timotej Bečan, član KGT Papež Kamnik. Že podatek, da je na 30 tekaških štartih v sezoni 2018 kar 22krat zmagal, je vreden občudovanja. Osvojil je naslov državnega prvaka v štafetah v kategoriji moški in mešano, postal državni prvak v disciplini gor-dol na češnjiškem teku in v disciplini gor na teku na Golte. Kot član gorsko-tekaške reprezentance je na Evropskem prvenstvu v disciplini gor-dol v Skopju osvojil 13. mesto, na svetovnem prvenstvu v disciplini gor v Andori pa 24. Svetovni pokal je v gorskih tekih z osvojenim 7. mestom na zadnji tekmi oktobra na Šmartno goro končal med najboljšo deseterico v svetovnem pokalu. Junija je Bečan popravil tudi slovenski rekord na Šmartno goro. Ta odslej znaša 11 minut in 20 sekund. Na 27. letnem zboru Združenja za gorske teke v Železnikih pa je bil Timotej Bečan proglašen za najboljšega gorskega tekača leta 2018. Ja, vesel sem, da mi je uspel, to je le domača tekma. Zadnja tekma gorska letos. Uspel mi je 3 minute izboljšati čas, tako da brez pripomb, zelo sem zadovoljen. Ja, je res, sezona mi je kar uspela. V bistvu en padec sem imel malo manjši, ampak nič za to se zgodi. Ja, če bom treniral tako, kot sem letos naprej, probo še kaj dodati. Če naslednjo leto, če bo spet tako, lahko rečem sam, da je super. Posebnost sezone je bila tudi uvedba Super pokala Slovenije. Ob najboljših v pokalu Slovenije v 10 starostnih kategorijah sta bila v super različici na najbolj pomembnih domačih tekmah najuspešnejša Timotej Bečan in Tina Kozjek, tekaški klub Šmarnogorska naveza. Dolgoprogašica Neja Kršinar pa je bila v letu 2018 med Slovenkami prepričljivo najhitrejša na ljubljanskem maratonu na 21-kilometrski razdalji in osvojila naslov državne prvakinje s časom 1 ura 17 minut in 47 sekund. Članica KGT Papež je slavila že junija na medvoškem nočnem teku, kjer se je s časom 37 minut 11 sekund veselila zmage na 10 km. Sem direkt izdela, tako da sem rekla, da bom danes tukaj naredila trening. Sicer mi je pa tale tek, mi postaja tako najljubši izmed nočnih, najbrž tudi zato, ker je domač.
Organizacija se mi zdi super, tudi proga je taka razgibana, tako da nimam nobenih pripomb. Še tretja medvoška članica smučarsko-tekaške reprezentance, Zbiljka Lea Einfalt, pa sezone 2017-2018 verjetno ne bo ohranila v najlepšem spominu. Po neprepričljivih nastopih na tekmah svetovnega pokala, najvišje na 36. mesto je segla na 10-kilometrski klasični domači preizkušnji v Planici, se ni uspela uvrstiti na olimpijske igre v Pjongčang. Razočarana z neizpolnitvijo cilja je poiskala nove izzive in se odločila za prestop iz smučarskega teka v biatlon. V začetku decembra se je tako že preizkusila na prvih tekmah svetovnega pokala na Pokljuki, avstrijskem Hochfilznu in češkem Novem mestu. Na tekmah državnega prvenstva pred novim letom pa je članica TSK Triglav Kranj osvojila 3. mesto na sprinterski tekmi, v zasledovanju pa 2. Biatlonec Rok Tršan, član TSK Logatec, je lansko sezono izpustil praktično v celoti zaradi poškodbe hrbta. Poleti smo ga tako lahko vnovič spremljali na tekmi poletnega državnega prvenstva na tekaških rolkah v Preski, kjer se je veselil naslova prvaka. Ja, na progi je bilo težko. Vsi so mi govorili, da je klanec zelo težek. Sam te proge nisem poznal, razen prvi del, tako da sem začel majhen bolj rezervirano, potem na klanec pa pač, kolikor je šlo, in na koncu je bilo dovolj za zmago. Po letu, ki ga je v celoti namenil rehabilitaciji poškodbe in vrnitvi na tekmovališča, je imel pred pričetkom sezone 2018-2019 povsem drugačne načrte. Zdaj so pa v bistvu cilji so visoki. V svetovnem pokalu si želimo v bistvu redno v točke svetovnega pokala, pa tudi kakšno dirko med 20, to je za letos, potem pa v bistvu skozi vsako sezono po nekak 5 mest stopnjevati, da bi bil še više pa med 10-terico. Mislim, da to sem sposoben, če naredim res super na strelišču in pa tudi na progi, bi to bilo že kar realno. V zadnjih dneh preteklega leta je tako v odsotnosti prvega moža slovenskega biatlona Jakova Faka zaključil z 2 naslovoma državnega prvaka. Najprej je na Pokljuki slavil na sprinterski tekmi državnega prvenstva v biatlonu, naslednji dan pa na zasledovalni tekmi obdržal prednost sprinta in osvojil še drugi naslov v 2 dneh. Leto 2018 so člani badminton kluba Medvode zaključili s kopico medalj z državnih prvenstv v vseh kategorijah. Omenimo pa najpomembnejše članske dosežke. Na članskem prvenstvu v Ljubljani je februarja naslov prvaka slavil Miha Ivanič. Petra Polanc je bila med članicami druga, skupaj pa sta slavila naslov prvakov v mešanih dvojicah. Na majskem mednarodnem turnirju serije International v športni dvorani Medvode je od Slovencev v glavnem žarebu nastopil le Miha Ivanič. Iz medvoške vrste badmintonistov pa se je preko kvalifikacij na glavni del turnirja uvrstila še Petra Polanc, ki je v začetku maja na Mirni osvojila vse 3 možne naslove na državnem prvenstvu do 19 let, med posameznicami v dvojicah in mešanih dvojicah. Za 4. naslov prvaka je poskrbel Jaka Ivančič, ki je slavil v igri moških dvojic. Petra Polanc pa si je z dobrimi igrami zagotovila tudi uvrstitev na mladinske olimpijske igre oktobra v Argentini. 10. maja 2018 se je Miha Ivanič povzpel tudi najvišje na svetovni jakostni lestvici doslej, in sicer na 138. mesto. Na mednarodnem badmintonskem turnirju serije Future konec novembra v Brežicah, ki je prav tako štel za svetovno jakostno lestvico, pa sta med 150 tekmovalci iz 30 držav v mešanih dvojicah prvo zmago na članskih turnirjih osvojila Miha Ivančič in Petra Polanc. Gre povedati, da je to ona dva sta aktualna državna prvaka, članska, tako da tukaj gre za res izredno močno dvojico, ki se zelo lepo dopolnjuje med sabo in ni zdaj presenečenje, za moje pojme ni presenečenje, ker res sta že v mladinski kategoriji in zdaj med člani odigrala vrsto dobrih tekem. Je pa sigurno ena motivacija in pa zagon naprej za njiju in en lep dosežek za slovenski badminton, sploh da je bilo to doma. Sezono prežeto z uspehi tako na domačem terenu kot v tujini ima za seboj tudi amaterski kolesar, član ekipe Tuš Team, Andrej Žavbi. V letu 2018 je zabeležil 45 štartov, na več kot polovici dirk je tudi slavil zmago v svoji kategoriji Master F. V bistvu je bila za mene kar uspešna sezona. Veliko sem delal, dobro sem se pripravil, začel se je že kar zgodaj, med pripravami v Braziliji smo vozili tudi eno tekmo, kjer mi je uspel zmagati. Pol pa tako, v bistvu sem imel celo sezono kar nekje okrog 45 štartov na 45 različnih dirkah v Sloveniji, Avstriji,
v Italiji in drugih državah. Nekje okrog 25krat mi je uspel zmagati, nekaj drugih, tretjih mest, tako da lahko bi rekel, da je bilo kar uspešno. Tudi kakšnega tazga hujšega padca ni bilo, tako da kosti so letos ostale cele. Na domačem terenu se zdi, da je osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Zmagal je na maratonu Franja, ki spada v svetovno serijo in šteje za kvalifikacije za svetovno prvenstvo, slavil naslove državnega prvaka v cestni dirki in kronometru, v vzponu je bil drugi. Osvojil je tudi skupni seštevek slovenskega pokala, potem ko je bil najboljši v seštevkih cestnih dirk in kronometrov, v vzponih pa je osvojil skupno 3. mesto. Tudi v tujini se je veselil mnogih uspehov, najbolj pa zmage na svetovnem prvenstvu starejših koles v avstrijskem Sankt Johanu. Letos sem pač izkoristil to, da sem prvič šel na to prvenstvo. Kolo, ki sem ga v bistvu imel v kleti 30 let, smo s prijatelji usposobili. Imel sem cilj, da se čim bolj uvrstim, na koncu mi je uspel zmagati in pač sem bil zelo vesel. Od posamičnih športov pa še k ekipnim. Članska selekcija košarkarskega kluba Brinox Medvode je svojo prvo sezono v drugi slovenski košarkarski ligi končala na 9. mestu po rednem delu in si po dodatnih tekmah za obstanek v mesecu aprilu zagotovila obstoj v drugi ligi. V sezoni 2017-2018 so tako izpolnili rezultatski cilj, v letošnji sezoni pa odkrito napadajo sredino lestvice. Po 11 krogih so jesenski del sezone zaključili na 7. mestu lestvice s 5 zmagami in 6 porazi. S 16 točkami pa so bili le 2 točki oddaljeni od 3. uvrščene Plame Pur. Po slabšem uvodu v sezono so nanizali nekaj zmag, nazadnje v decembru v 11. krogu, ko so na domačem parketu premagali Portorož 97-77. V NK Jezero Medvode pa si bodo sezono 2017-2018 zapomnili po osvojenih naslovih prvakov med mladinci in kadeti, ki v gorenjski nogometni ligi nastopajo pod imenom NK Škofja Loka Medvode. Selekcija U15 pa je osvojila jesenski del prvenstva. Kadeti in mladinci so si z osvojenim naslovom prvaka prislužili boj za napredovanje v drugo slovensko nogometno ligo Zahod, žal pa se dodatne tekme proti NK Arne Tabor in NK Tabor Sežana niso išle po željah Medvoščanov, ki tako svojo priložnost iščejo v novi tekmovalni sezoni. Po 2 sezonah brez članske selekcije pa so NK Jezero Medvode v sezono 2018-2019 ponovno vstopili sestavljeno najstarejšo selekcijo, ki tekmuje v ligi Medobčinske nogometne zveze Ljubljana. Člani so jesenski del prvenstva po 10 krogih končali na 3. mestu s 6 zmagami in 4 porazi. In še k baletu. Baletna šola Stevens si bo preteklo leto zapomnila po uspešni udeležbi na Evropskem prvenstvu v Špitalu v sosednji Avstriji, kjer je s 16-člansko ekipo v mesecu juniju kot edina zastopala Slovenijo. 11 točk smo imeli, od tega je bila najbolj uspešna tale naša trofeja, ki jo zdaj v roki držim. To je koreografinja Manca Torkar, ki je naredila Sugar in je ta Sugar res zažgal, tako da je bila edina nagrajena s tako visoko oceno na celotnem tekmovanju najboljša koreografija. No. Tako da na to smo zelo ponosni. Manca je dela čez lužo še na študiju v Ameriki, tako da se vrača konec meseca, ampak je brez besed je ostala. No. Tako da energija naših tekmovalcev na tem tekmovanju, moram reči, da je bila neverjetna. Možnost nastopanja je 3-krat, ker so bile kvalifikacije že v četrtek, v petek je bil prvi krog in potem v soboto finale. In to je šlo z dneva v dan, je šlo na boljše. Je pa 6 zlatih, 2 srebrne, pa tole. Tako da več si skoraj ne bi mogli zaželeti za tako malo število plesalcev, ki smo imeli v primerjavi z ostalimi šolami, ki so sodelovali. Tako da krasno. No. Medvoški policisti tokrat poročajo o 4 prometnih nesrečah, ki so jih obravnavali v občini Medvode. 3 so se končale samo z materialno škodo, v Vikrčah in 2 na ladji. V Trnovcu pa je prišlo do nesreče druge kategorije, kar pomeni, da se je nekdo izmed udeležencev tudi lažje poškodoval. Nekaj dela so jim dali tudi povzročitelji kaznivih dejanj. Nekdo je poškodoval tujo stvar, nekdo je goljufal, še nek prepotentnež je grozil, v Zgornjih Pirničah pa je prišlo tudi do tatvine. Kot ste najbrž že slišali, policisti v teh dneh nadzirajo uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, ker nas bo obiskala zima, pa seveda ne pozabite na obvezno opremo vozil, primerno razmeram in seveda tudi zakonskim določilom. Policisti bodo preverjali tudi to.
Tudi slabo vreme ne bo ustavilo vlomilcev in tatov, zato ne pozabite na številko 113, kamor pokličite, če se bo dogajalo kaj sumljivega. Toliko za danes. Kar nekaj zanimivih odgovorov pa nas čaka, upati je tudi v prihodnji informativni oddaji. Med drugim, kaj prinaša prvi sneg v letu 2019. Na snidenje.